ta daritev najprej velika prošnja za vero. Za vero premalo prosimo. Če bi, dragi bratje in sestre, mi v resnici verovali, potem bi hrepeneli po tem, da smo ob oltarju. Da smo vedno znova navzoči ob Jezusovem čudežu spremenitve kruha in vina v njegovo telo in v njegovo kri. To je največji čudež, ki se dogaja na naši zemlji. To je največji čudež, ki se dogaja v vaši župniji. Pa se tega zavedamo. Ko sedimo v nedeljah, v praznikih, nekateri tudi čez teden, v klopi in spremljamo sveto mašo, ali v trenutku spremenitve ob tistih čudovitih besedah, to je moje telo. Ta kelih je kelih moje krvi. Ali v tistem trenutku prevzame srce in dušo in mene vsega spoznanje, Jezus je stopil med nas. Utelešeni v evharistični skrivnosti je med nami. Zato, da bi bil jed mojemu življenju, da bi bil pijača moji poti. Ali pa je naša vera vendarle preslabotna in naše oči preveč zamegljene, preveč zapolnjene s podobami, da bi mogli videti skrivnost Jezusovega prihoda med nas. In zato danes skupaj z vami prosim Gospoda, ki se bo daroval na tem na novo posvečenem oltarju, za svojo in za vašo vero. Vero v Evharistijo. Vero v Jezusovo živo in resnično navzočnost med nami pod podobo kruha in pod podobo vina. Vero, da se ta čudež dogaja tukaj in sedaj, za nas, za naše zveličanje in za našo zvestobo. Potem prosim Gospoda, da bi na ta oltar, na plateno, na kateri bodo darovi kruha, v kelih, v katerem bo sad trte, polagali svoje življenje. Duhovnik namreč ob pripravi darov, kako rečemo, darovanju, moli. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh. Tebi ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok. Me zanima, koliko izmed nas ob teh besedah na plateno položi delo minulega tedna. Sad trte in dela človeških rok. Koliko nas v kelih pretoči življenje minulega tedna. Da skupaj s kruhom in da skupaj z vinom darujemo Očetu tudi sebe, svoje življenje, svoje delo, svoje prizadevanje za to, da bi bil ta svet bolj božji in hkrati tudi svoje prizadevanje za to, da bi mi bili bolj kristjani. Kajti prav nad temi podobami, nad kruhom in vinom, nad delom človeških rok, nad delom mojih rok, potem duhovnik spregovori ob povzdigovanju Jezusove besede. Pravzaprav Jezus po duhovniku izgovori besede: to je moje telo, ki se daje za vas.
Si predstavljate, bratje in sestre? Si predstavljate? Ta kruh, v katerem je povzeto delo vsakega izmed nas, če ga položimo zraven. Ta kelih, to vino, v katerem je prizadevanje vsakega izmed nas, če ga položimo zraven, nad tem Jezus izgovori, to je moje telo. To je kelih moje krvi. Kako nekaj svetega v tem trenutku postane kristjanovo delo, kristjanov teden, vse kristjanovo življenje, če ga pridruži daritvi Gospoda Jezusa, ki se na oltarju izroča očetu za nas. On sprejme vse to, on posveti vse to. In na koncu nam on vse to vrne. V obhajilu, posvečeno, spremenjeno, Kristusovo telo. Amen. Verujem, Gospod mi vse, kar sem mu dal, vrača, ampak nad tem on izgovori svoje besede. To je moje telo. Poglejte, zakaj je potrebna vera. Globoka vera, trdna vera, živa vera, izmoljena vera. Zato, da skrivnost Gospodove daritve in našega sodelovanja pri tej daritvi ne ostaja zgolj dogajanje nekega trenutka v cerkvi, ampak postane skrivnost vsega našega življenja. V ta oltar, ki ga bomo posvetili, bomo položili relikvije blaženega mučenca Alojzija Grozdeta. V tem času devetdnevnice so prišle v vašo župnijo. Sprejeli ste jih s pobožnostjo in hvaležnostjo, z molitvijo in z zahvalo Bogu. In vzidali jih bomo v žrtvenik, na katerem se bo daroval Kristus. Človeško trpljenje, človeško zvestobo, človeško žrtev bomo položili pod to Božje trpljenje, Božje darovanje. In blaženi Alojzij Grozdej je rekel, da je Evharistija sonce njegovega življenja. Jezus, ki se daruje med nami v tej župniji, na tem oltarju, sonce življenja, luč, v kateri vidimo, toplota, v kateri rastemo in živimo. In zaradi tega, ker je živel iz Evharistije, ker je gledal skozi Evharistijo, je mogel ostati zvest, mučenec. Kaj pravzaprav pomeni mučenec? Včasih so naše človeške besede tako slabotne, tako malo povedo. Ponavadi imamo navado reči, da je nekdo dal svoje življenje za Kristusa. Dal svoje življenje za domovino. Dal svoje življenje za družino. Pa te besede ne držijo. Vzeli so mu življenje. Ker mu drugega niso mogli vzeti. Alojzij Grozdej ni dal življenja. Noben mučenec ni dal življenja. Vzeli so jim življenje. Ker so jim hoteli vzeti Kristusa, ampak Kristusa niso dovolili vzeti. Kristusa jim niso mogli iztrgati iz srca. Ljubezni jim niso mogli izničiti. Življenje so jim lahko vzeli. In ta Evharistija, ob kateri bomo živeli mi, iz katere bomo živeli mi, naj tudi nam pomaga,
da ne bomo dovolili, da nam jemljajo Boga, da nam jemljajo ljubezen, da nam jemljajo vrednote, da nam jemljajo nas same. Ne verjamem, dragi bratje in sestre, res ne verjamem, da bi komu izmed nas vzeli življenje zaradi Kristusa. Lahko se pa zgodi, da bo kdo izmed nas prodal, zatajil Kristusa, zaradi česa manjšega, kot je življenje. Če bomo imeli vero, o kakršni sem spregovoril, če bomo imeli vero, kakršno je živel blaženi Alojzij Grozde, ki bo vzidan v vaš oltar po svojih relikvijah, se nam to ne bo zgodilo. Potem bomo tudi mi mogli živeti zvesto življenje kristjana in bomo mogli postati Jone, preroki, ki gredo v svet in bomo oznanjali Boga. Doživeli bomo spreobrnenje. Jona namreč ni želel spreobrnenja Niniv. Kje pa? Ninive so bile sovražno mesto in Jona je želel, da so Ninive pogubljene. Ne moreš pa biti prerok vsemogočnega Boga in v srcu nositi željo po pogubljenju nekoga drugega, tudi ne po pogubljenju sovražnika. In zato je Jona doživel spreobrnenje velikega mesta, 3 dni hoda, pravi Sveto pismo. In če bomo iz Evharistije, če bomo živeli iz Evharistije in šli v ta svet, bomo doživljali spreobrnenje, ker bomo najprej sami spreobrnjeni. Evharistija bo v resnici sonce našega življenja. In v tem svetu bomo prerokovali svojim življenjem, ker bomo živeli kot kristjani. Živeli v tem svetu in vendar, kakor bi ne živeli v njem. Imeli žene, imeli premoženje, imeli službe, imeli znanje in izkušnje in vendar bo naš pogled uprt v nebo. Živeli bomo iz Boga, svojo poročenost, svoje poklicne dejavnosti, svoje medsebojne odnose. In na ta način bo najprej Brezovica, potem pa vsi tisti kraji, tista mesta, kamor vas pošilja v svoji previdnosti naš Bog, doživljala razodetje Gospoda Jezusa, ki se daruje očetu za nas in nas preobraža s tem, ko se daje tudi nam. Prosimo torej, dragi bratje in sestre, danes in še velikokrat za vero. Za vero v ta čudež Jezusove navzočnosti med nami. Amen. Amen.
Dragi bratje in sestre, naj se naše molitve dvignejo k vsemogočnemu Bogu Očetu po Jezusu Kristusu, ki so mu pridruženi vsi svetniki, deležni njegovega trpljenja in so gostje pri njegovi mizi. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Sveta Božja Mati Marija, prosi za nas. Sveti Mihael, Prosi za nas. Sveti Božji angeli, Prosite za nas. Sveti Janez Krstnik, Prosi za nas. Sveti Jožef, Prosi za nas. Sveti Peter in Pavel, Prosite za nas. Sveti Andrej, Prosi za nas. Sveti Janez, Prosi za nas. Sveta Marija Magdalena, Prosi za nas. Sveti Štefan, Prosi za nas. Sveti Ignacij Antiohijski, Prosi za nas. Sveti Lovrenc, Prosi za nas. Sveta Perpetua in Felicita, Prosite za nas. Sveta Neža, Prosi za nas. Sveti Gregor, Prosi za nas. Sveti Avguštin, Prosi za nas. Sveti Atanazij, Prosi za nas. Sveti Bazilij, Prosi za nas. Sveti Martin, Prosi za nas. Sveti Benedikt, Prosi za nas. Sveti Anton Puščavnik, Prosi za nas. Sveti Ciril in Metod, Prosite za nas. Sveti Frančišek in Dominik, Prosite za nas. Sveti Frančišek Saveri, Prosi za nas. Sveti Janez Vianej, Prosi za nas. Sveta Katarina Sienska, Prosi za nas. Sveta Terezija Velika, Prosi za nas. Blaženi Alojzij Grozde, Prosi za nas. vsi Božji svetniki in svetnice, Prosite za nas. bodi nam milostljiv. Priši nas, o Gospod. Vsega hudega, Priši nas, o Gospod. vsega greha, Priši nas, o Gospod. večne smrti, Priši nas, o Gospod. po svojemu človečenju, Priši nas, o Gospod. po svoji smrti in svojem stajenju, Priši nas, o Gospod. po prihodu Svetega Duha, Priši nas, o Gospod. mi grešniki, Prosimo, razpiši nas. vodi in ohrani svojo sveto cerkev, Prosimo, razpiši nas. ohrani papeža, škofe, duhovnike in diakone v sveti veri, Prosimo, razpiši nas.
daj vsem narodom mir in pravo soglasje. Prosimo te, sliši nas. Utrdi in ohrani nas vse v svoji sveti službi. Prosimo te, sliši nas. Ta oltar posveti. Prosimo te, sliši nas. Jezus, Sin živega Boga. Prosimo te, sliši nas. Kristus, sliši nas. Kristus, sliši nas. Kristus, usliši nas. Kristus, sliši nas. Gospod Bog, na priprošnjo Svete Device Marije in vseh svetnikov dobrodno poslušaj naše prošnje. Naj bo ta oltar tisti kraj, ki se bodo na njem opravljale največje skrivnosti odrešenja in na katerem naj Tvoje ljudstvo daruje daritve, izroča želje, izliva prošnje in izraža čustva svoje vere in pobožnosti po Kristusu našem Gospodu. Amen.
Gospod Bog. Poveličujemo te, slavimo te. Po svoji neizrekljivi skrivnosti svoje dobrote si določil, da se po prenehanju različnih predpodob v Kristusu dovrši skrivnost oltarja. Noe, drugi oče človeškega rodu, ti je po končanem potopu postavil oltar in daroval daritev, ki si jo ti, oče, sprejel prijeten von in z ljudmi obnovil zavezo ljubezni. Abraham, oče naše vere, ti je z vsem srcem zaupal in je postavil oltar, da bi daroval ljubljenega sina Izaka in izpolnil tvojo voljo. Tudi Mojzes, srednik stare zaveze, je sestavil oltar, ki ga je pokropil z jagnjetovo krvjo in tako skrivnostno nakazal oltar križa. Vse to je dopolnil Kristus po velikonočni skrivnosti. Kot duhovnik in žrtev se je povzpel na les križa in tebi, oče, sam sebe izročil v čisto daritev. Ta naj bi izbrisala grehe vsega sveta in s teboj sklenila novo in večno zavezo. Gospod, ponižno te prosimo, obliz nebeškim blagoslovom ta oltar, zgrajen v stavbi cerkve, da postane zavedno posvečeni žrtvenik Kristusove daritve in Gospodova miza, pri kateri se bo tvoje ljudstvo hranilo z nebeško gostijo. Ta obdelani kamen naj nam bo znamenje Kristusa, ki je iz njegove strani pritekla kri in voda, iz česar so nastali sakramenti cerkve. Naj bo slavnost na mizah, kateri bodo veseli prihajali Kristusovi gostje, da bodo na tebe odložili skrbi in bremena in dobili novodušno moč za nova potovanja. Naj bo kraj najtesnejše skupnosti in miru s teboj. Vsi, ki se bodo hranili s telesom in krvjo tvojega sina, naj se navzamejo njegovega duha in rastejo v tvoji ljubezni. Naj bo vir edinosti cerkve in bratske sloge. Ko se bodo verniki pri njem zbirali, naj se naužijejo medsebojne ljubezni. Naj bo središče naše hvale in zahvale, dokler veseli ne dospemo v večna bivališča, kjer bomo tebi darovali nenehno hvalno daritev s Kristusom, velikim duhovnikom in živim oltarjem, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.